Zadnjih 10 let pri nas skoraj ni bilo leta brez poplav. Kot kažejo ugotovitve o posledicah podnebnih sprememb, se bo verjetnost hudih poplav in povodnji še povečala. V spominu so nam ostale predvsem katastrofalne poplave v Savinjski dolini jeseni leta 1990 in 1998. Videli smo, da na Ljubnem se nekaj uprotiga, mislim, da voda narašča, noben se pa ni predstavljal, da bi bila taka višina vode, ker še ni nikoli bila. Poplave se vedno pojavljajo na istih območjih. Povodnji pa povzročijo zelo visoke vode, ki zalijajo tudi predele, na katerih poplave niso običajne. Najbolj silovite so kratkotrajne, vendar razdiralne hudourniške poplave, ki v topli polovici leta nastanejo na manjših porečjih s strmimi bregovi. Gladina vode lahko v manj kot eni uri naraste za več metrov, podivjana voda z obilico plavja pa ruši vse pred seboj. Dolinske poplave se ponavadi pojavijo jeseni, so obsežnejše in zajamejo več porečij hkrati. V Sloveniji je več kot polovica poplavnega sveta v porečju Save, nekoliko manj v porečju Drave in najmanj v porečju Soče. Kako ravnati z vodo, kako se zavarovati pred njenim razdiralnim vplivom, so vedeli že naši predniki. Svoja bivališča in obdelovalne površine so načrtovali na varnih območjih, poplavam pa prepustili manj vredna zemljišča ob vodi. Poplavam se tudi v prihodnosti ne bo mogoče izogniti, lahko pa se nanje pripravimo in se ustrezno zaščitimo. Opazovanje in merjenje stanja voda je podlaga za zgodnje opozarjanje pred poplavami. Ta zvočni znak opozarja na nevarnost. Če živite na poplavnem območju, okrog hiš ne odlagajte bal, sena in skladovnic drv ali vejevja. Na stalnem mestu imejte prenosni radio, žepno svetilko in opremo za prvo pomoč. V višje prostore umaknite hrano, dokumente, denar in druge dragocenosti. Napolnite posode s pitno vodo, saj obstaja možnost, da bo preskrba z vodo motena. Če imate čas, zaščitite strojno opremo, ki je ne morete umakniti pred vodo, pospravite dvorišče in zavarujte predmete, ki jih voda lahko odplavi. Živino umaknite na višje ležeče predele in ji pripravite začasno bivališče na kraju, ki ga je za evakuacijo določil občinski štab civilne zaščite. Preden zapustite dom, zasidrajte rezervoarje za gorivo, izklopite elektriko ter zaprite ventile za plin in vodo. Po poplavi ne pijte vode iz vodnjakov in vodovodov, dokler niste obveščeni, da je neoporečna. Ne uporabljajte električne napeljave in aparatov, ki so bili poplavljeni, in ne jejte poplavljene hrane. Predvsem pa, bodite pozorni na navodila štabov civilne zaščite in jih upoštevajte. Hitro pozabljamo, kakšno razdiralno moč imajo narasle reke in kako hitro narastejo hudourniki, ki lahko tudi v nekaj urah narastejo za več kot 3 metre. Zato budno spremljajte obvestila o vremenu in naraščanju rek.